been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant, I'm always in for you. Živjo in dobrodošli nazaj na mojem YouTube kanalu. Tale vlog začenjamo kar z čiščenjem zelenjave, namreč šla sem do mati in sem rekla, imaš nekaj zelenjave zame, in napakirala mi je 2 celi gajbici, še neočiščenih stvari. Potem sem se lotila na balkončku ob zvokih ptičkov čistiti vso špinačo in endivijo in rukolo in majaronček. Times I'm stranded, a castaway, and I'm not sure. In ja, vse to čiščenje in čas, ki mi je šel za to, da sem vse pripravila, mi je dalo zamisliti. Bom kaj več vam povedala malo kasneje. Zdajle bi vam kar pokazala mojo trenutno obsesijo, ker so čičerikine palačinke. Torej, v bistvu dam čičerikino moko, vodo in pa začimbe. Vedno so malo drugačne, ključno pa je, da dovolj posolimo. Potem zblendam kar s paličnim, da ni nobenih grudic. V današnjem primeru sem dodala še praženo čebulo, pač tu ni mus, ampak doda ful dober okus. Potem sem pa v ponvico dala malo olja, dodala sem še špinačo in jo pražila tudi časa, da je venela, in na to dodala maso. Tlej sem ratala malo živčna, ker sem jo nadela ful preredko, drugače je mešanica nekje 70 gramov moke pa dober deci vode. V glavnem pa sem se znajdla in sem jo flipala takole s krožnikom. Če naredimo pravo razmerje, ne rabimo krožnika, jo lahko kar v zraku obrnemo. Potem sem dodala še malo zelenega pesta in pa rukole. In ja, to sem vam hodila pokazati, ker sem obsedena s to malco in tukaj preprosto je pripraviti. Tukaj, bomo kvarno pogledali, tukaj. Julio. Delo na kombiju zdaj poteka že kar nekaj časa. Klemen dela veliko več kot jaz na tem projektu, ker je fizično bolj spožen, pa tudi, ker ima ful več znanja in ja, si je res čas vzel prejšnji teden, da je podelal ene stvari. In ko sem tale dan prišla na prizorišče dogajanja, sem opazila neke nepravilnosti. Opazila sem, da je naredil nekaj, kar ste nisla zvenila. Ti si to klop ven vrgel? Yeah. That was the plan? No! Ja, je bil, Klara, tiste stvari je najlažje urejati. Noter ne bomo šli spremenjati layouta. Noter bova sem popravila, kar je za popraviti. Ful želela ga prebarvati noter na belo ali pa na mentol zeleno, recimo. Ne rabim pregloboko, ne? Zdaj pa je hitrost, ampak jaz mislim, da se že V glavnem konec dobro, vse dobro. Jaz sem se potem lotila kar brušenja. In danes sem, če ste videli v prejšnjem vlogu, sem z brusilko predvsem rjaste take večje dele odstranjevala, tale pa bolj ploska brusilka, da odstranim zgornji del barve. Tako da ja, s tem sem se ukvarjala kar nekaj časa in je bilo zelo uspešno. Evo sem tvoj strani. Moj oče se je vedno hecal, ko je kaj tako snemal. Kaj boste povedali za kmečki glas? 2 popoldneva sem mu zdaj čas,
za delanje na kombiju. Tam, kjer je zarjavelo, kjer so sledovi rje, sem s peskov, tako pištolico imaš kompresor pa pesek. Peskaš in gre rja stran, pa moraš takoj prebarvati z primerjem, z temeljno barvo. Pošpricaš in zdaj bomo šli v kitanje, pa barvanje. Tako. Ti pa kva delaš, brusiš? Jaz pa brusam, da bo cela hrapava podlaga, da se barva bolj prime. To je to. petka. Pojmo raj delati. Ja, piknik. Piknik, pojmo raj delati, je rekel Klemen. Tu zdaj en tak reality check. Oh my god, pač sploh ne vem, 2 uri delam in sem gotova. Namazala sem se sončno kremo, ampak malo si mi vseeno žgalo. Tukaj je naporno brusiti tu dol. Klemen ima tukaj več stamina. Tako da, to je moj reality check. A ti imaš tudi tu? Ja, kje pa ga? Ja. Pa še tu, ne? Lej, Anna. Čak, snemaš, ali se nam bolj nastavljati? A ja. Tukaj imajo všeč, ga boste Wow, ej, tu je za kupiti. Oh my Tu je God. za kupiti, ej. Ja, to bo šlo ful hitro. Tu je treba znotraj stvari še kaj. Po mojem. Zdaj malo. What a hole! Zdaj, če se navežem na začetek tega vloga, kaj mi je dalo že čiščenje špinače in rukole za misliti in se navezuje tudi na renovacijo tega kombija, je tudi, da čas bo itak minil. Zelo veliko ljudi nam reče, oh my god, kako je to delo, kako vam bo šlo časa. Ampak ja, čas bo itak minil in kar se mi zdi najbolj pomembno in kar ful ozaveščam v zadnjem času je to, da je najbolj pomembno to, kako teh 24 ur v dnevu zapolnimo in da so to stvari, v katerih uživamo in ki nam prinašajo veselje in tiste stvari, pri katerih se učimo novih veščin in novega znanja. Hvala vam vsem, ki ste na poti tele pičeviško dogodivščine z nami. Svojo podporo lahko seveda izraste z enim lajkom ali pa kakšnim komentarjem spodaj, pa če še niste naročeni na ta kanal, vas lepo povabim, da se naročite. Se pa vidimo naslednjo nedeljo v malo daljšem vlogu, kjer boste videli, da je prenova že kar lepo napredovala. Lepo se imejte, čau!